Mene zanima, v live-ih si že omenil nekaj o prenosu informacij, recimo s cepljenih na necepljene. Ja. Recimo, mene zanima konkreten primer. Recimo, jaz zdaj bi dobil, na primer, partnerko in če je njen partner bivši bil cepljen. Ja. Koliko je tu škode? Glej, karkoli bi ti jaz zdaj izjavil, to ne bi bilo verodostojno in to ne bi bila resnica. Se pravi, tako kot ti, kot vsak drug, lahko samo slutim, do česa pride. A razumeš? Se pravi, to, kar jaz govorim, stojim za svojo besedo. Ne? Zdaj pa tako, ne? Minila bodo leta in leta, preden se bo sploh, če bo to verodostojno, ne? Pokazalo, kakšen je ta vpliv prenosa. Ne? Lahko ti pa dam recimo neko tako splošno, koliko jaz jo vsaj smatram za splošno informacijo, ne? Se pravi, preživeli naj bi samo relativno gensko čisti, ki prenašajo čiste gene na svoje potomce. To pa je tako s strani stvarnika, kot strani teh, vi jih imenujete črni magi, ne? Se pravi, ti riskiraš, pa se je tako težko odpovedati seksu. Recimo, ne? Bodiva čist konkretna, ne? Kaj ti je več do tega, da ga namočiš, ali ti je več do tega, da ostaneš zdrav? Če ti je več do tega, da ostaneš zdrav, začni moliti, da ti pride idealna partnerka v življenje in ti bo. Pa bo stvarstvo poskrbelo, da vse tvoje skrbi ali pa dilema odpadajo. Jaz sem tlepo izključiš tisto, kar si prej govoril, da je odgovor vsemu ljubezen. Ja. Potem takem si nimaš česa bati, ljubezen bo pač to premagala. Čakaj, kaj ljubezen je? Glej, to je zdaj največja finta. Ljubezen spoznaš, ko si v popolni tišini. Ker to, kar mi recimo kot nek energetski naboj čutimo, recimo, ne, seksualni naboj, to ni ljubezen. Seveda ne, to čem reči. Ja. Česa češ bati? Seks je samo usporedna stvar, ki je sestavni del ljubezni. Ja. Kaj bi zdaj iskal drugo partnerko samo zaradi tega, ker je bil prejšnji partner pač toliko neumen, da si cepil. Ja. Resnično ljubim, potem boš svojo energijo presegel. Bravo, glej, jaz se s tem strinjam. Vendar je tukaj vse prepuščeno recimo tvoji, njegovi, moji svobodni volji. Se pravi, vsako dejanje je odgovorno dejanje, za katerega odgovarjam jaz. In če ga jaz zdaj namočim v eno, recimo, ne, ki je kontaminirana z drugim, ne, se moram zavedati tudi to, da je pred njim imela še druge partnerje in da se bodo vsi čistili čez mene, dokler niso vsi popolnoma očiščeni. Zato ima zvestoba še kako, recimo, močne naravne argumente. Ampak ni bolj, da se čez žensko čistijo moški, a se čez moške tudi? Glej, ne. Čez moškega se čistijo, naprimer, da si ti zdaj, ne biti užaljena, imela 100 jebačev, pa da se jaz zdaj zaljubim vate, pa grem s teboj recimo v neko razmerje, ne? Vsi oni se bodo čistili skozi mene. Jaz sem pa mislila čez mene. Ne. Res? Ja. A ni klik zato moški lahko mernja partnerke, zato ker je vse en, ženska pa ne sme, ker vsak v njej pusti svoje. Vse, kar ti moški pusti, je trenutno. In to nobenemu novemu partnerju, recimo, ni moteče. Ja, sam ženska jih nima toliko, moški nisem ko. Ja, glej, tu smo si različni. Imaš nimfomanke, jebate, jih imajo po 5 na dan. Ne? A vsako nedeljo so na kolenih v cerkvi. Ne? Razumeš? Ne? In zdaj tako še to bom povedal. Zmeraj poslušaj sebe in svoje srce, da še to dodam. Pa ne boš nikoli pogrešil. V bistvu smo mi te nagone, pa te potrebe dobili samo zato, da nam služijo, da nam dvignejo kvaliteto življenja in da imamo te izkušnje. Če pogledamo populacijo okrog, pa jebote, vsi so žrtve svojih nagonov. Pa moški boljše bi bilo, da ga dajo med vrata, pa zaloputnejo. Manj škode bi naredili. A razumete, o čem vam govorim?
To se vse naskrivaj za vogali, plodi sem tja gor dol, več se ne ve, kdo je oče, kdo je partner, kdo je, za mater se ve, ne? In samo mati ve, kdo je oče, ne? In kaj je to drugega, glejte, je smešno, ampak po drugi strani je to trgovanje z ljubeznijo, se pravi, mi trgujemo s stvarnikom, ki je ljubezen. Sam zdaj v tej situaciji se nevarno približujemo tisti situaciji, kot je bila v nategu z AIDS-om, z HIV-om recimo. Ne? Je pa je. Ljudi spravljaš v strah čist brez potrebe, ker... Pa ne, pa strah je nepotrebna stvar, ne? Ker če pogledaš, odkot je prišel z medijev, ne? To je 1. in 6. okupacijska sila, jaz to imenujem, so mediji. Ne? Če ne bi bilo televizorjev, bi se mi ljubili, joj, kaj vse bi delali, recimo, ne? Pa ne bi nosili nagobčnikov in še nekaj, vsako vojno so začeli mediji, po letu 45 so vsako vojno, vsako oborožen spopad, vsak pokol začeli mediji. Ker oni oblikujejo mnenje, oni oblikujejo mišljenje. In na račun lastnikov. Ne, če samo pogledaš, koliko stane 1 minuta programa na RTV-ju, primer. Se pravi, če je 1 minuta nekega programa, ki stane toliko in toliko, kak je interes tistega, ne, ki nastopa v tem programu, ali pa tistega, v čigar imenu on nastopa. Ja, in zmeraj je pri njih vse računica, nič drugega, tudi mi smo samo resurs in računica. In mi moramo pokazati, da nismo resurs, da nismo računica, ne? Da nismo limone, ki jo stiskaš do zadnjega, pol pa zavržeš, ne? Ko ne da več soka, ali pa molzna krava, ne? Ki gre v zakol, ko ne da več mleka. Na nas je, ni na njih. Tudi pes te ne bo ugriznil, če mu ne dovoliš, ali pa če ga ne izzoveš. Isti mehanizmi so, ne.